Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v današnji kroniki tedna. V petek se je začela pomlad pod Triglavom. Na 13. seji so zasedali jeseniške svetnice in svetniki. V Podkorenu so ta teden izvedli gasilsko vajo. V petek se je začela pomlad pod Triglavom. V ta namen so v torek v Slovenskem planinskem muzeju pripravili novinarsko konferenco, na kateri so spregovorili Irena Lačen-Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice in Slovenskega planinskega muzeja, s predstavitvijo programa Pomlad pod Triglavom. Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove Slovenije, o stanju slovenskih gozdov in tednu gozdov 2016. Jože Prah, predsednik Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji, o prireditvi Evropohod 2016 in pomenu evropskih pešpoti. Tina Markun, Triglavski narodni park o dnevu Alpske konvencije. Blaž Weber, direktor Zavoda za turizem Kranjska Gora. Janez Hrovat, župan občine Kranjska Gora. Dr. Dari Krajčič, direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, o sinergiji naravovarstva in gozdarstva in pomena sodelovanja z RSVN in ZGS. Vse skupaj se je pričelo v petek v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, kjer sta bila posvet in slavnostno odprtje dveh razstav 40 let evropske pešpoti v Sloveniji ter izzivi slovenskega gozda. Včeraj so bili na programu planinske ustvarjalnice, pohodi, srečanje mentorjev, učencev in dijakov v projektu Turizmu pomaga lastna glava in rajže po poteh triglavskih pravljic. Danes pa je bilo še srečanje popotnikov v okviru 40-letnice evropske pešpoti. A to še niso vsi dogodki, saj se bodo novi vrstili še ves prihajajoči teden. Sicer pa med tednom nadaljujemo še z dogodki, kot so številna predavanja, tako vsak ponedeljek, torek in pa petek, s katerimi poskušamo v Slovenskem planinskem muzeju predstaviti pohodništvo, hojo kot energetsko varčno aktivnost. Zaključujemo pa že tako rekoč še z drugim delom prireditve v Alpe po navdih oziroma z prireditvijo Alpska konvencija, ki poteka v organizaciji Triglavskega narodnega parka in številnih sodelavcev. No, takrat se bo pa v Mojstrani prav tako dogajalo že tradicionalni oziroma 6. juriš na Dovško babo, številna vodenja po muzeju, pohod na Črno goro z zaključkom in srečanjem pevskim zborom. Seveda na vse to vljudno vabljeni. Pri turističnem društvu Dovje Mojstrana pa se predvsem pripravljajo na juriš na Dovško babo in odprtje ferat. Vse gledalce in gledalke lokalne televizije ATM vabimo v Mojstrano pod Triglav, pravzaprav ne pod Triglav, ampak tokrat pod Grančiše, kjer bomo v soboto 28. maja odprli naši dve ferati. Na ta dan bo v Mojstrani cel dan zelo pestro, že zjutraj začnemo in najprej, ker bo zjutraj še malo hladno, se bomo preselili na Dovje, kjer je malo več sončka in od tam potem poteka zdaj že 6. juriš na Dovško babo. Gre za tekaško tekmo, kolesarsko in pa tudi tekma iz nordijske hoje. Vsako leto poskrbimo za kaj več, tudi otroci tekmujejo v zadnjih letih, tako da je tudi zanje poskrbljeno. Seveda pa med tem, ko starši tekmujejo na daljši trasi, otrokom ne bo dolg čas, kajti poskrbeli bomo za animacijo zanje. Vabljeni torej vsi, da se prijavite, preizkusite svoje tekaške sposobnosti ali pa da se udeležite tekme samo zato, da vidite, kako vaško jedro na Dovjem lepo lahko živi. No, seveda pa cel dan prireditev, kasneje tudi v Slovenskem planinskem muzeju, torej tule, kjer se zdaj nahajamo. Vse skupaj se bo nadaljevalo s prireditvijo v Alpe po navdih, to je nekako dan Alpske konvencije. Na ta dan bo tule pred muzejem pestro, poskrbeli bomo za številne zanimive delavnice, poleg tega pa tradicionalni pohod skupaj z vodnikom Triglavskega narodnega parka, od tule pa vse tja do Podsarjeve domačije v Radovni. Tudi v popoldanskih urah bo zelo zanimivo in pestro, takrat pa pride na vrsto glavni dogodek. Takrat bomo odprli naši dve ferati Mojstrana, to sta ti dve
zavarovani plezalni poti, ki jih vidite za menoj. In takrat bo pa zares zanimivo, tule bo živa glasba, tule bodo kulinarične dobrote in pa seveda tudi naši gorski vodniki se bodo izkazali in bodo po promocijskih cenah ponujali vodenje po feratah. Tako da vsi skupaj res prijazno povabljeni zopet pod Triglav, kjer se bomo zopet lepo imeli. Na včerajšnji seji občinskega sveta občine Jesenice so svetniki in svetnice obravnavali 12 točk. Med drugim so obravnavali predlagane spremembe pogojev za imenovanje direktorjev javnih zavodov, sprejeli spremembe odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice, podali mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo za naslednje 5-letno mandatno obdobje, ter se seznanili s poročili Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, koncesionarja za oskrbo s toploto na območju Jesenice Enos Ote ter koncesionarja za izvajanje javnega mestnega prometa in šolskih prevozov Alpetur DD. Seznanili so se tudi z odstopom Elvisa Vukaliča z mesta člana občinskega sveta in odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, iz katerega je odstopil tudi dosedanji član Žiga Jereb. Občinski svet občine Jesenice je torej v včerajšnji seji v drugi obravnavi dokončno potrdil odlok o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice. Ta opredeljuje svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin kot organ za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev dejavnosti gospodarskih javnih služb na območju občine Jesenice. Z odlokom so določena delovna področja, naloge, pristojnosti sveta, njegova sestava in organ, ki za svet opravlja administrativno-strokovna opravila. Svet sestavljajo predsedniki krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice. V drugi obravnavi je bil dokončno potrjen tudi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice. S sprejetjem drugega akta pa je občina Jesenice veljavni odlok uskladila z novo uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki je začela veljati konec leta 2015. Na seji so člani občinskega sveta podali tudi pozitivno mnenje k imenovanju Anite Bregar za direktorico Centra za socialno delo Jesenice za naslednje 5-letno obdobje. Pri zadnji točki dnevnega reda, pri vprašanjih in pobudah, je občinski svet občine Jesenice s sklepom podprl peticijo za vpis neodtujljive pravice do vode v slovensko ustavo. Na ta način pa se je pridružil prizadevanjem županov 7 zgornjegorenjskih občin in državnega svetnika magistra Steva Ščavničarja, ki so to peticijo že podpisali in jo kot pobudo prenesli na pristojno državno raven. V Podkorenu so ta teden izvedli gasilsko vajo, na njej so sodelovali člani in članice domačega prostovoljnega društva, pa tudi njihovi kolegi iz sosednjih društev. Vaja je uspela in pokazala, da so društva za primer požara dobro usposobljena. Danes je šlo za meddruštveno vajo. Jaz sem sicer to vajo delal za nižjega gasilskega častnika, tako da sem rekel, zdaj sem še frišen, da je treba čim prej izpeljati. Pa poklical sem še Kranjskogorce zraven kot v srednjo enoto. Predpostavka vaje je bilo, da gori v stanovanjskem objektu v Podkorenu. Javljeno nam je bilo, da gori v kletnih prostorih, možno, da se požar širi naprej. Imeli smo tudi 4 ponesrečence. Skupno se je sodelovalo 34 gasilcev, 2 motorni brizgalni, 8 nosilcev dihalnih aparatov, pa 6 vozil. Ob tej priliki bi se pa zahvalil tudi sosednjim društvom za tako veliko številčno podporo in pa pomoč, tako da se vidi, da če bi kdaj prišlo, pa Bog ne daj, da bi prišlo do ognja, ne bo nobenih problemov. Hvala vam na pomoč. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. Odbor za planinske pohode pri društvu Dmit vas v soboto, 28. maja, vabi na 148. jeklarski pohod na Mali Golak. Odhod avtobusa bo ob 6. zgornje avtobusne postaje na Hrušici, pobiranje pa na postajah do Radovljice. Pohod organizirajo vodniki IMT in Tovila Ljubljana. Zbor bo v vasi Predmeja ob 9. uri.
Planinsko društvo Gozd Martuljek organizira pohod na Breški Jalovec v nedeljo 29. maja. Odhod bo ob 5:30 izpred penziona Špik v Gozd Martuljku. Z zasebnimi avtomobili se boste odpeljali čez prelaz Predel do vasi Brezje, odkoder se boste povzpeli na Breški Jalovec. Čas hoje je od 5 do 6 ur, obvezna oprema pa sledeča: osebni dokument, pohodna obutev, pohodne palice, oblačila primerna vremenu, planinska izkaznica, malica in pijača iz nahrbtnika. Strošek izleta je 12 evrov. Prijave pa do petka sprejemajo na telefon Simona 041 358 367 in Majda 051 336 635. Kot smo danes že večkrat omenili, se bo na Dovjem in v Mojstrani res veliko dogajalo prihodnji konec tedna. Naj ponovimo, turistično društvo Dovje Mojstrana vas vabi na 6. juriš na Dovško babo, ki bo v soboto 28. maja. Start nordijske hoje bo ob 9:15, start teka ob 9:30, start kolesarjev ob 10, start otroškega teka pa ob 10:15. Še enkrat pa ponovimo, da bo ob dnevu Alpske konvencije ob 16. otvoritev Ferat Mojstrana v Slovenskem planinskem muzeju. V gasilskem domu v Rutah bo v soboto ob 18. premiera igre Čvešpove knedeljne, avtorja Zorana Robiča, Vajnarja iz Rut. Planinsko društvo Jesenice pa vas obvešča, da je planinska postojanka Tičarjev dom na Vršiču odprta stalno, in sicer od 20. maja naprej. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa smo prišli do konca naše oddaje. Lep in miren, že zadnji majski teden vam želimo in nasvidenje prihodnjič.